Torej, še vedno 29. obletnica kulturnega centra Pekarna z obilo dobre glasbe, predvsem alternativne. Zato ne čudi, da so z nami. Zdravo. Sas. Kak ste? Ful fajn, hitro je minilo. Še pred, ne vem, mi navadno v takem času komaj na Tonske pridemo na koncerte, ne, zdaj pa je že konec, pa je malo tak hecno je, nismo vajeni tega. Ampak nekaj pa ste pozabili, sem uspel slišati. Rojstni dan Pekarne, pa niste zapeli vse najboljše, tako da... Ja, no zdaj pa lahko popravite vtis zdaj. 3, 4... Vse najboljše za Pekarno, no, ne? Kaka intonacija, ne? Kaj si ti? Jaz sem malo bolan, jaz sem zdaj bil bolan 3 dni. Jaz sem tudi bolan. Jaz sem tudi bolan. Telesno ali umsko? Tu bolan. Torej, od našega zadnjega pogovora je nekaj časa že minilo, ne? Ne, toliko ne. Ampak je minilo dovolj, da so pri vas se zgodili neki tektonski premiki. Potres, ne? Sicer v živo danes nismo še bili temu priča, ampak komad je posnet in sicer govorimo o vokalistki, ne? Vi ste inštrumentalen band oziroma zasedba, zdaj pa se je pojavila vokalistka, ne? Kaj je botrovalo temu tektonskemu premiku? Nič. Ne, v bistvu, naša želja je vedno bila, v bistvu, ne vem, mi smo iskali včasih vokal, nismo imeli sreče, ko smo preoblikovali komade, začeli delati inštrumentalno glasbo. Če bo se pojavila kdaj šansa, da bo kakšen, ne vem, vokal želel sodelovati tudi redno z nami, bi bila mogoče šansa, da ne bi več bili inštrumentalni band, ne? Ker lahko najava, prošnja. Tako da, mislim, ampak moraš biti dober ali dobra, ne? Res moraš. Ne, pač, nikoli nismo rešili 100% v to, mogoče to malo škoda, da se nismo bolj potrudili, ampak smo dali neke oglase včasih leta nazaj, nekaj preizkušali še, ko smo bili mlajši dosti, pa nismo imeli sreče. Kar nekaj vaj, no, takrat ne, igrali, neke komade že delali z vokale pa to. Ampak ja, bolj smo se enostavno sprijaznili, smo rekli, nič, zanimivo, ta band, ki zdaj igra, tu 20 metrov za nami, je bil takrat eden izmed edinih, ko je igral inštrumentalno glasbo v Mariboru, ne. Ja, ni to hecno ista oseba, ne. In bolj smo mi, v bistvu, to smo se prej hecala z Aljažem, ne. Mi smo dali njim idejo, ne. Alo, še posebej njihovem bobnarju, ne. Alo, nekoga imaš pred nosom, ne, ki bi ti lahko pel, ne. No, Lanem, jaz sem nekrat, mislim, da sem jaz dobil idejo, sem ji pisal, sem rekel, Rebeka, poznamo se, bi bila pripravljena za en projekt, en single. Je rekla, ja, zakaj pa ne, pošli mi, da vidim, da slišim, ne. Smo poslali, bila za akcijo, naredili demo, potem pa se je malo vleklo, ne. V bistvu, če se spomniš, mi smo se pogovarjali takrat že in smo že rekli, da, ne vem, ali je bilo posneto, ali je bilo ali smo delali v fazi snemanja. No, ne. Takrat ona, Rebeka Kopčič in letos, en mesec nazaj pa smo izdali končno ta komad, ne. Lyrics video na YouTubeu, pa na vseh platformah je Beat the Fate se imenuje, ne. Tako da ja, to... Še nekaj povedal Rebeki? Ja, nekaj se samo še... V bistvu, lahko, ne, mislim, z Rebeko smo super sodelovali, bilo je, mislim, da kar fajna, ful hitro je šlo, mislim, res je bilo super. Tako da je bilo za nas tudi neki novi, neko novo obdobje, ki je bilo kar plodno, no. Mislim, fajn je bilo sodelovati. Drugače pa smo, tako kot smo že takrat v prejšnjem intervjuju, smo v bistvu govorili, da imamo še tudi nekaj v rezervi, torej imeli smo spot pripravljen, ne, in zdaj tudi v bistvu animiran spot v sodelovanju z
univerzitet, če kaže Nova Gorica, ne, za umetnost in z Novo Gorico smo sodelovali, v bistvu smo tam poprašali, če je kakšna, če kdo v bistvu zainteresiran, da bi animiral našo glasbo in je bila pripravljena Maja Grčki, mislim, da iz Reke, ki je pač tam diplomirala in je naredila svoj diplomsko naš spot, oziroma tale spot za single Crystal Clear in je v bistvu super produkt nastal, no? Malo z anime oziroma manga stripovsko vsebino. In zakaj ravno ta komad, zakaj ste ravno pri tem komadu želeli vokal oziroma Rebekin vokal? V bistvu se je delal komad prav za vokal, ne. Ta komad brez vokala bi bil zaradi same sestave pa vsega preveč je tak šablonsko narejen, da bi bil naš, ne, instrumentalni MHM komad, ne. Zato je bila ideja in mislim, da jaz še nisem vedel, če bo ona sodelovala, pa sem že nekaj sestavljal, ne. Pa sem rekel, okej, in potem, ker vedno, ko sem jo vprašal in je potrdila, je po moje dobila že v nekaj dneh je dobila demo, ne. In potem je ona tudi ful hitro poslala demo vokale nazaj, ne, zato je, začetek je bil ful hiter, ne, vse skupaj. Če bi mi šli snemat, bi lahko šli snemat po 2 tednih, ne. Ampak ona to, kaj je poslala, to je končni izdelek, to, kaj slišiš tu, ampak v studiu posnet, ampak linije so vse 99% enake, ne. Da ona je imela ful inspiracijo pa željo, pa spet je, tako je sama rekla, ona je dobila veselje do petja spet. Ona je pela včasih po zborih, v nekem bendu se mi zdi včasih, pa je leta in leta čist nehala, ne, s tem, ne. In zakaj zdaj ne obstaja varianta, da Rebeka postane vaša stalna pevka? Vprašanje za njo moče. To bi mogel njo vprašati. Ne, prvič, mi se že nismo pogovarjali v tem, ne, na začetku se že nismo pogovarjali, ne. Ja. Prvo nismo se pogovarjali, mi smo se že v začetku samo za projekt pogovarjali, ne. Potem dalje pa, ne vem, mogoče nismo tako optimistični bili zaradi preteklosti, ko nismo imeli sreče z vokali, ne. Smo že to bili ful veseli, da je sploh to uspelo, ne, da bi single izdali, pa čakali smo, kako bo se prijelo, kako bo odziv, ne. In je pa zanimivo, ne, da je z vokali komad je nekaj čist drugega, kot nažalost, ne, kot instrumentalni band, ne. Ko nekaj izdaš, je feedback, ko spremljaš po mrežih, ne vem, tisto statistiko, to je nekaj čist drugega, ne. To je 2-krat, 3-krat boljše, ko imaš vokal, ne. Tudi če komad ne bi bil, mislim, mi smo ponosni na komad, ampak tudi slabši komadi, ne, vidiš, da imajo dosti več plejev, dosti več, ne, engagement je ful višji. Ljudje se poistovetijo z vokalom, ne, takoj, pa tudi z prezenco vokalista, ne, v bistvu. Pol tudi večina ljudi gleda v bistvu vokalista na odru, ne, kakšno ima prezenco, bolj ali manj, no, mislim. Zdaj spet, ne, pač smešno ironično je, da Rebeka ne, je v bistvu stala 3 metre od odra, ne, mi pa igrali na odru, pa nismo tega komada igrali, ne. Ampak pač bila je enkrat ideja, kaj bi vse, ne, in potem je bila pač neka želja, da bi še morali malo produkcijo popraviti. Rebeka je želela neke matrice, back vokale zraven, ne, da bi bilo bolj masno, ne. To je razlog, da danes niste. Ja, točno to je razlog. Nismo se zdaj, mislim, če bi se pripravljali, bi se morali že nekaj tednov pred tem, ne. In pol, ko je tu vlak odpeljal, smo rekli nič, veš kaj, enkrat mogoče v prihodnosti, ne. Ampak smo le 3, ta komad je kar tak kompakten, ne vem, se mi zdi, da je matrica kar pametna stvar, no, če bi lahko dodali, ne, v prihodnosti, ne, da bo bolj večji. Ja, ampak je nekako čutiti, da si vsi 3, zdaj ne vem, Sašo sicer še ni kaj dosti povedal, ne? Bo zdaj povedal. Ja, zanima me, čeprav čutim, da nekako si vsi 3 morda želite vokalista ali vokalistke. Drži? V bistvu, mislim, smo zadovoljni tako, kak je, v bistvu, hobi, ampak načeloma, če bi prišla, a pa prišel neki vokal,
bi zagotovo zagrabili z obema rokama. Ne? Mislim. Pravim, soliden vokal, tudi če je še, ne vem, da bi videli, da je neka rezerva za razvoj, za ne vem, napredovanje, tudi bi bilo dovolj, ampak da pa bi pustili ta, ne vem, instrumentalni projekt samo zaradi tako nekatere, pač žal, pač nekateri bendi imajo vokal samo, da pač imajo nekoga na odru, to pa se ne gremo, ne, to pa zdaj nismo neka velika imena, ampak nek nivo bi moral biti, ne, tudi neka angažiranost, neko resnost, ne, to je bil največkrat problem, ne, v preteklosti smo imeli mlajše osebe in vsi vemo, kak je, ko si v srednji šoli, to ne hodiš na vaje, ne vem, tudi, zdaj mi smo toliko starejši, da tudi zdaj, kaj se tiče razlike v letih, bi bila hecna, ne. Razen, če se neki izjemen talent najde, tudi če bi bil star 16 let, bi vzeli, ne, razumeš? Zakaj ne? Ampak ja, če se najde, ne iščemo pa, ne, to pa je res, ne iščemo pa tako, da bi bili. To pa ne delamo. No pa da se zdaj vrnemo k vam kot inštrumentalni band, ne. Ravno zaradi tega me zanima, ker ste inštrumentalni band, se kdaj zgodi, pa bo to Sašo odgovoril, se kdaj zgodi, da med koncertom, ne vem, padete noter in tudi džemate, se pravi, da greste malo izven okvirjev komadov, si naredite nekako svojo zabavo, se prepustite toku in odigrate tak džem. Se to dogaja? Niti slučajno. To je matematično, to je vse, to je točno tako, kot mora biti. Ni tu nobenih nihanj, nobenih prostih poti, ali kako naj rečem, no, ampak ne zabavam se. V bistvu izpade mogoče lahko kot džem marsikomu, no, ampak pri tolikih delih, pa pri tolikih nekih spremembah, ki se nam dogajajo, pa se mi zdi, da ne rinemo niti v smer, da bi hoteli izpasti kot neki jam band, ampak bolj kot neki pač skalkuliran band, no, pa že mogoče ne toliko, da vejo ljudje, kaj se zgodi naprej, ampak da tisto pač glede na ti, ne vem, poslušaš komad, pa se pač vsega Boga dogaja in zdaj, če hočeš ti vse doživeti, kaj se v tem komadu dogaja, boš ga pač poslušal, ne, zdaj pa pač, če ti ni všeč, mogoče pa en del nikomu ni všeč, pa bo mogoče šel, ne, pa tako različno je pač, no. Ampak, ne vem, kot celoto gledano je zelo raznoliko, zelo pestro, kaj se dogaja, kako mi to delamo. Večino idej, tako seveda, vse ideje pridejo od Mičota, tako je. In mi dva pač se skušamo nekako truditi zraven, pa narediti največ, kaj lahko v najnih možnosti, da izpade kot neka v redu celota, da smo kompaktni, da pač, ne vem, da ostanemo zanimivi, ali kako naj rečem, no. Tako da, boš malo povedal? Ja, glede na to, da tako dolgo tudi igramo skupaj, se že toliko poznamo, pa toliko poznamo Mičotov način igranja, Mičotove ritme. Pač, ja, Mičo je glava benda, zato je tudi v bistvu kitarski bend, bi rekel. V bistvu kitara ti poje, kitara ti govori, tako da se prepustiš kitari bolj ali manj, midva smo pa neka kompaktna spremljava od zadaj, ne? Več ali manj, koliko pač gre, ne? Ja, v bistvu odlična istočnica za moje naslednje vprašanje. Hvala lepa. Ne, samo si prijel, hvala. Z veseljem ga primem, mehak je in rad se carta. Vi se ne cartate radi? Na vajah vedno. Aha, na vajah, okej. Se ne bom spraševal podrobnosti, kaj se dogaja vse na vajah, naj to ostane vaša skrivnost. Ti vidiš naše vaje. Najbolj resne vaje, kaj. Mislim, da se včasih hecamo. Vadimo že pri Aljažu doma, ne vem, 15 let. Pač od začetka. Še prejšnji band, srednja šola, bla, bla, bla. Ampak mi nimamo tistega, ne vem, neutralnega placa, ko greš tja, pa se ga, ne vem, imaš fajn, pa zablužiš tam 6-7 ur, tako nekateri bendi. Celo soboto preživiš, vadiš, ješ, piješ, ne? Imaš fajn rojstni dan, ne vem, praznuješ. Ne, mi prijemo tja, ura pa pol vaje. Adio, se vidimo, ne? Mislim, če greš kaj, ne vem, se podružiti, greš k tebi gor, ne vem, stanovanje, ne? Ampak spodaj, to je relativno čisto, ne?
prideš, uglasiš in igraš, ne. Okay. Večinoma dokaj trezen, ne, Sašo? To, mi smo to ful resni, ne, in smo vajeni, tega ni problema. Če že greš na pivo, greš potem. No, okay, Aljaž, ti si prej govoril, ne, kitara ti govori, kitara ti poje. Glede na to, da nimate vokala, razen pri eni skladbi, tudi ni besedil in težko zdaj poslušalec ugotovi, kakšna je pravzaprav vaša filozofija, vaš pogled na svet. Pa me tu zanima, kakšen je vaš pogled na svet, predvsem zdaj, če mogoče malo aktualiziram te predvidene reze finančne v kulturni sektor, predvsem kar se tiče lokalne politike. Kako gledate na to? Brez kitar? Mene si Mislim, jaz se tudi ne mislim nekaj politično. Mislim, za nas ti rezi ne predstavljajo vpliva, ne, ker smo... Ja, za sceno, mislim, vsekakor je, ja, valjda kultura mora obstajati, mora biti črpana. Zdaj celotne zgodbe ne poznamo, vedno sta dve plati, ne morem, mislim, pač enostavno ne moremo mi tukaj biti pametni, zdaj, kaj je prav, kaj ni prav. Vsekakor je prav, da je kultura financirana, ampak premalo imamo informacij glede tega. No. Ok, bom pa tako vprašal. Mi vsekakor nismo financirani strani Politično korektno. iz MOMA. Ja. Bling, bling. No, ok, zdaj pa na koncu mogoče to. Kaj vam pomeni, da ste bili povabljeni na 29. obletnico kulturnega centra Pekarna? Kaj za vas to pomeni, da tukaj igrate in na nek način skupaj proslavljate ta rojstni dan? Tako je. V bistvu vedno radi pridemo v Pekarno, vedno radi tudi igramo. Meni se zdi, da obletnica je nekako en izmed ta večjih dogodkov v Pekarni čez leto in tudi veseli smo, da je vreme ugodno bilo, da so ljudje vseeno prišli, da so pač se razveselili našega nastopa. Pa, ja, se pravim, vsakega povabila smo hvaležni, tako da če kdo pač rabi kak instrumental band, smo na voljo, no. Če pa Pekarna bo tako ostala, to je tako dejstvo, to tak. Jaz ne dvomim, da se bo kamorkoli pač premaknila tu, ker tudi če se bo premaknila, bo prevelika sprememba verjetno prišla nasploh ljudi, ki so zraven, pa za vse, kaj se dogaja tu, pa se mi zdi, da je zdaj dolgo trajalo, da se je tu nekako ustalilo, pa nekako uredilo, pač kaj se tiče dogajanja kulturnega. Zdaj pa, da to pač predstavljaš, pa pač moraš uničiti, da potem nekaj na novo narediš in to pa je spet tak, ne. Pač glede na to, koliko smo rekli za financiranje, če se misli pač manj financira kultura, bo še potem večji problem postal, ne. In ne vem, bomo videli, kaj bo do leta pač prenesla, ne. Zdaj pač kakaj spremembe bodo prišle, pozitivne, negativne, ni verjetno od nas toliko odvisno, mogoče bi lahko bilo, pa mogoče nismo v tej smeri toliko aktivni, ampak ja, čas v čas. Ja, pač... Ne, mislim, jaz nimam pregleda nad vsem tem, kaj se vse tudi niti dogaja, ne. Pekarna je ful široko, ne. To so društva, to so, ne vem, delavnice, karkoli, to se vsega dogaja, ne. Teda, to, kaj sem si zdaj uspel prebrati, pač škoda, no, da se, ne vem, špara, sredstva, ne vem, niso prišla. Če se to res zgodi, to, kaj so pisali, da bo toliko ljudi ostalo brez služb, pa vse to, mislim, žalostno, ne. Tako da, tako si ti rekel, ne vemo vseh plati, ampak verjamemo pa, mislim, jaz vseeno verjamem to, kaj je napisano, zato smo tukaj, pač podpiramo to, vse neke vrste upiramo, ne. Kaj bi rekli, mariborski, kako lepo so napisali, mačehovski, politiki, ja. Ja, pač vseeno ni prijetno, mi smo tu, mislim, Sašo, mogoče največ od nas treh, največ časa tu, no, je preživel v teh... Smo pa vsi otroci Pekarne, v bistvu, ja, kar blizu doma, lokalci, ne.
od MC-ja do Gustafa, do Kurda, karkoli, ne bi rad pozval na koga, ampak vem, da se tu ful dogaja, no, in nimam pojma, sploh ne poznam vseh ljudi, bo pa zelo žalostno, če se bo tu, ampak jaz tako, sem govoril z nekom in sem rekel, to je vse mogoče neko maščevanje, ne, ta selitev, pa vse to, stvari so se tam takrat zavrnile, zdaj pa mogoče to neka, ne, zdaj pa imate, ne, zdaj pa vas bomo počasi na različne načine, ne, probali, ne, odstraniti. Tako da upam, da ni to, no, ampak se bojim, da se grejo nekaj takega, ne. Zdaj pa pač bomo videli, kaj se bo zgodilo, jaz upam, no, meni je ta lokacija. Ti si sicer kar zagovornik, no, da bi v Melje ne bi bilo tako slaba opcija, ne. Jaz nisem zagovornik, pač vse bi dalo, ampak ne vem, jaz sem tu malo sem skeptik, no, ne vem, no. To je meni ko Metelkova, razumeš, to je, ne vem, tista res alternativna kultura. Res, sem to lokacijsko mi je perfektno med centrom in taborom, tisto teznom, študenci, tisto škoda, no. Melje se mi zdi, če je to, vse se samo o tem govorilo, no. Se mi zdi, da po eni strani imaš občutek, kot da bi želeli kar nekam odmakniti to, ne, neki geto narediti, ne. Bodite tam, delajte kaj čete, ne. Ampak obisk se mi zdi, da bi bil še tukaj včasih, ne, so problemi s tem, ne, so dobre promocije, pa ljudje enostavno ne pridejo, ne, se trudijo ljudje, te organizatorji. Tam v Melje, ne vem, no. Pa poznam malo prostore, poznam tiste hale, od MTT-ja sem imel pogled zaradi službe, pa to smo tam bili in ne vem, no, tam je tudi ta sredstva, ki so zdaj tu blokirana, če želijo tja premestiti, to morajo 10-kratnik, 20-kratnik vložiti, da bo sploh kaj tam lahko delovalo, razumeš. Tako da, to bo... Mislim, po eni strani, če bi bil Maribor vele mesto, ne? Torej, da bi imel dosti več prebivalcev, bi bila ta lokacija vsekakor bomba, neka hala, ne? Mislim, pa gromozansko bi lahko, ogromno, ja, treba napolniti, ne, ampak... Treba v bistvu zmanjšati vse skupaj, ne? Treba pregraditi stvari, tam odmeva, tam je, da so 100-metrske hale, to ne moreš kar reči, tu bo zdaj klub, ne? Tako da marsikaj, kaj šele izolacija, tam je poleti je vroče, po zimi je grozno mrzlo, ne. Tako da, to bomo videli, ne, kaj bo se zgodilo. Če sploh več ne bomo mi zahajali v pekarno, ko bomo spremljali po medijih, kaj se dogaja. Ne, to se ne bo zgodilo, ker pekarna se ne da. To so bili na 29. obletnici Kulturnega centra Pekarna.